dobrodošli v današnji čisto prvi epizodi Double Purpose podcasta. To bo podcast, kjer bomo odpirali vprašanja o različnih življenjskih teorijah, o čudoviti unikatnosti posameznika in posameznikovega pogleda na svet, o mindsetu in o vsem, o čem je in ni vidno. Tukaj sledim občutku, da nekako, če želiš videti spremembo v svetu, moraš najprej ta sprememba postati oziroma vsaj začeti postajati. Ker je to nek kontinuiran proces, ki te vodi do izboljšave sebe oziroma do najboljše verzije sebe in se mi zdi, da to kar traja nekako do smrti ali pa kaj pa jaz vem dokdaj. In skozi se odpirajo neke nove stvari, ki te kličejo k svoji avtentičnosti, pa da slišiš sebe. Ko se lotiš spremembe na enem področju, nekako avtomatsko sledijo druga področja in ko zavestiš, ko uspeš zavestiti, da je sprememba edina konstanta v življenju, potem nekako padeš v ta tok, se prepustiš in si pripravljen sprejemati nove izkušnje, take kakor so. Ideja za ime Double Purpose izhaja iz mojega največjega navdiha in to je materinstvo in življenje, ki z materinstvom pride. Sem mamica 4 otročkom, 2 in 2, po poklicu medicinska sestra, life and health coachinja ter zaključujem izobraževanje za izvajalko kognitivno-vedenjske terapije. Tekom izobraževanja in vseh življenjskih preizkušenj sem opazila veliko ljudi z raznolikimi pogledi na svet. In se mi zdi, da nekako toliko, kar je ljudi na svetu, toliko je tudi pogledov na svet. Vsak je dragocen, vsak je unikaten, nobeden nima prav, nobeden nima narobe in če se potrudimo, da ne izhajamo iz svojih teh core beliefs, ki smo jih pridobili tekom vzgoje, opazimo, da je v bistvu vsak posameznik zares pomemben za našo družbo. V resnici veliko stvari res izhaja iz otroštva in kar se v otroštvu naučimo, kar izkusimo, je za 95% ljudi nek avtopilot, po katerem potem do konca svojega življenja živijo. In iz teh vzorcev, iz teh okvirjev, če rečemo temu cone obdobja, je zelo težko izstopiti, če si zelo dolg časa v temu. In je pomemben, da ozavestiš, da nekatere stvari ti mogoče ne štimajo s tem, kar avtentično si. In s tem, ko sem postala mama, se je nekako res spremenil celoten pogled na svet. In šele takrat sem zares videla, kaj pomeni vzgoja. Nekaj je, kar ti vidiš, pa prebereš v knjigi, nekaj je pa pol realnost, ki moraš to prakticirati, ne? In tukaj sem videla, da je v bistvu pomen vzgoje multidisciplinarni. Ne samo, da gre za pomen vzgoje v družini, ampak tudi za širšo družbo je pomemben, kako ti vzgajaš svojega otroka. Vsi gremo enkrat iz gnezd in ta dinamika se potem pokaže v družbi. In tako se nekako ustvari nova generacija. Zato ne bi rekla, da se generacija rodi, kronološko gledano ja, ampak iz vidika resničnega razvoja generacije bi pa rekla, da gre tukaj po primarnem nastavku vzgoje. Kako je vsak posameznik vzgajan, to bo doprinesel k družbi. In pol gledamo kolektivno družbo, kot je na celoto. Zato se mi zdi pomembno, da znamo opazovati življenje, da znamo opazovati svoje notranje občutke, kdo v resnici smo, se poslušati in si slediti. Tako bo izginila sivina sveta in bo svet spet postal barvit. Morda bomo nekoč uspeli zgraditi družbo, ki bo bazirala na spoštovanju in sprejemanju različnosti in tako bo vsak posameznik slišan in bo njegovo mnenje nekaj štelo. Če izhajamo iz dejstva, da se ideja gradi na ideji, da se znanje gradi na znanju, lahko to nekako povežemo in se iz tega vsega rodi neka kvalitetna, svetovidna sprememba. In na tem podcastu bi si želela, da si vsak najde delček zase
da se zavedamo, da ne iščemo popolnosti, temveč pristnost in ne teorije, temveč življenje takšno, kakršno je. Hvala, ker ste tukaj, se poslušamo in veselim se, da ustvarjamo skupaj.